Kibernetski napadi v obliki virusov, zlonamernih kod, porazdeljene ohromitve storitve, črvov ali ribarjenja postajajo vedno bolj sofisticirani in usmerjeni na točno določene cilje. Marjan je na parkirišču proizvodnega podjetja, v katerem je zaposlen, našel USB ključek. Janez vodi veliko mednarodno spletno trgovino, ki je dostopna 24 ur na dan. Alenka dela v svetovalnem podjetju, kjer so podatki o strankah in projektih skrbno varovana poslovna skrivnost. Vsak dan prejme ogromno elektronskih sporočil. Marjana zanima, kaj je na USB ključku. Na prvi pogled deluje, da je ključek pokvarjen, vendar pa v tem trenutku še ne ve, da je bil pravkar žrtev napada s kriptovirusom, ki je na strežnikih podjetja zakriptiral datoteke. Na ekranu se pojavi sporočilo, pod kakšnimi pogoji lahko podjetje ponovno pridobi dostop. Računalniško vodena proizvodnja je delno zaustavljena. Poslovna škoda bo ogromna. V spletni trgovini so ravno prejemali večje naročilo, ko je Janez ugotovil, da trgovina na spletu ni več dosegljiva. Administrator spletnega strežnika je ugotovil, da so žrtve DDoS napada. Spletna trgovina bo lahko delno ali popolnoma ohromljena tudi več dni. Izgubili bodo zaupanje kupcev. Konkurenca je neusmiljena. Alenka odpre priponko sporočila, ki ga je ravno prejela, in omogoči makro, s čimer nevede zažene tudi zlonamerno kodo. Ne zgodi se nič, zato poskusi večkrat. Kasneje administrator ugotovi, da je neznancem omogočila dostop na daljavo do poslovno občutljivih dokumentov in podatkov na skupni mreži podjetja. Če podatki pridejo v javnost, bo podjetje izgubilo ugled, pričakuje lahko tudi odškodninske zahtevke. Kaj pa, če bi podjetja imela ustrezno kibernetsko zaščito pri Telekomu Slovenije? Ob ustrezni kibernetski zaščiti bi, potem ko bi Marjan zagnal datoteko na USB ključku, programska oprema zaznala virus in uporabnika na to opozorila. Hkrati bi analitik v operativnem centru kibernetske varnosti prejel alarm, takoj pričel z analizo in sprožil potrebne ukrepe. Proizvodnja bi nemoteno tekla naprej, poslovne škode ne bi bilo. V Janezovem primeru bi operativni center kibernetske varnosti takoj zaznal, da gre za DDoS napad in o tem obvestil administratorja spletne strani. Spletna trgovina bi v vmesnem času nemoteno delovala. Napredni varnostni mehanizmi namreč sami poskrbijo za čiščenje prometa. Ko bi Alenka odprla priponko, bi prejela opozorilo, da je dokument okužen z zlonamerno kodo. Operativni center kibernetske varnosti bi prejel obvestilo o blokiranem izvajanju škodljive kode, datoteko takoj blokiral povsod v omrežju, računalnik pa poslal v podrobno analizo. Poskus vdora bi bil preprečen, poslovno občutljivi podatki pa bi bili varni. Takšna izkušnja bi vodstvo podjetja še enkrat več prepričala, da je investicija v zagotavljanje varnosti vredna vsakega evra. Trenutek nepozornosti enega zaposlenega ima lahko nepopravljive posledice za celotno podjetje. Z operativnim centrom kibernetske varnosti Telekoma Slovenije, ki ima tudi mednarodni standard za informacijsko varnost ISO 27001, boste povečali kibernetsko varnost in znižali operativna tveganja.